Naši, vaši, sasi, basi. Modri, zeleni, rumeni, oranžni. Ali te bodo nafarbali tudi tokrat? Študent. Soočenje kandidatov za volitve v študentski zbor. V četrtek, 21. oktobra ob 9:30 zvečer v kontaktni oddaji Pogovorni večerni termin. Prisluhnite mešanju baru na Radiu Študent. Spoštovano poslušalstvo, lep pozdrav, lep dober večer iz Radia Študent. Tukaj smo se zbrali, da predstavimo kandidate, ki se bodo predstavili na volitvah v študentski zbor študentske organizacije v Ljubljani. Z vami bova Kuki in Franci. Ostali oziroma kandidati se bodo pa predstavili kar sami. Tukaj bomo mešali barve. Barve, ki so prišle, so zelena, oranžna in pa rdeča, tako da iz ostalih sta temeljni barvi, to se pravi modra in rumena. Pa bi začeli kar z rumeno barvo, da se nakratko predstavite. Oranžna barva, ne? Ja, oranžna, pardon, rumena je z ostale. Ja. Sem Tomaž Senečič, prihajam iz samostojne akademske skupine oranžnih. Sem pa študent FDV-ja. Naprej? Ja, Marko Hozjan, predsednik društva Naši, oziroma dolgo ime Nova alternativna študentska iniciativa, drugače sem pa podiplomski študent ekonomije. Okay. Ja, lep pozdrav, sem Urban Jakša, sicer študent FDV-ja in tukaj zastopam Odprto fronto. No, mogoče bi pred začetkom še omenili, da se bo tale oddaja na drugi polovici prevesila v kontaktno oddajo, tako da bo možno tudi poklicati. Kaj ne še rečem, modri so imeli nesrečo, ostali so na izletu, oranžni imajo striptease party. Rumeni, joj. Toliko barv. Preveč barv, ja. Nekaj jih je, nekaj jih ni, ne. Mislim, ta paleta barv je letos kar pestra. Je to normalno na volitvah za šov, ali so barve včasih v manjšem obsegu? Pa bi recimo s Tomažem začeli. V preteklosti je bilo, mislim, ponavadi so bile 3 največje skupine obstajale, poleg določenih tudi neodvisnih kandidatov, ki so pač bili bele barve. V preteklosti so bili, tako kot rekel, rumeni, ki so bili sončnice, pač na naše rumeni s tem nimajo nobene povezave. Modri kot neodvisna študentska zveza ali pa neodvisna študentska mreža, pa oranžni, ki pač že obstajamo tudi že skoraj od začetkov šova. Zeleni in rdeči so tukaj nove barve v tej paleti, torej zeleni, zakaj ste se odločili? Zeleno barvo kot prvo, da se diferenciramo od ostalih skupin. Zeleno smo izbrali zato, ker predstavlja svežino, torej nimamo neke direktne povezave z ekologijo. Drugače pa zeleno barvo vidimo kot izredno pozitivno, rumene in rdeče pa nismo izbrali zaradi neke podobnosti ali z univerzo ali z bivšo skupino rumenih, torej sončnice. Torej rdeči, ste rdeči, zakaj ste rdeči? Rdeči smo zato, ker je rdeča barva pač barva nekih sprememb in ki si jih želimo tudi udejaniti v študentski organizaciji, se pravi prekiniti z dosedanjo politiko in naravo dela v šov. Zdaj bi tukaj kar nadaljevali, recimo, kaj so te, mislim, kaj najbolj kliče po spremembah, po vašem, recimo? No, v Odprti fronti smo mnenja, da se trenutno šov v Ljubljani nahaja na najnižji točki sploh, kar se tiče legitimnosti. Zaradi korupcije, klientelizma, vemo, da so se v preteklosti dogajale nečedne stvari. Tukaj mislim predvsem na netransparentno poslovanje, na to, da se je javni denar stekal v žepe posameznikov, na poskuse podkupovanja in tako dalje. Tako da tu bi želeli prekiniti s to dosedanjo politiko, hkrati pa imamo tudi svoj program, svoje spremembe. Želeli bi nameniti več sredstev za socialno ogrožene študente, za štipendije, za stanovanje in pa manj za denimo promocijo, za svetovanje, za nakupe nepremičnin in tako naprej. Tukaj ravno nastopi zabavni del.
načeloma se vsi zavzemajo za to. Kje je zdaj vaša razlika, po čem se vseeno razlikujete? Če lahko jaz odgovorim, zdaj, če se direktno obrnemo na neko komercialno uporabo projektov znotraj šova v Ljubljani, se mi zdi vsaj v skupini naših smo mnenja, da je veliko preveč nekih komercialnih vsebin, veliko preveč poudarka na zabavnih projektih znotraj obštudijskega resorja in veliko premalo poudarka na resorju za študijsko problematiko, na temu, kar študenti dejansko potrebujejo. Torej znotraj svojega študijskega procesa premalo poudarka je na znanju, premalo poudarka je na študentskih potrebah. Oranžni? Komentar na to, da so vaši programi Podobni. Ja, jaz mislim, da tukaj itak vsi hoče zadovoljiti čim več glasov dobiti na volitvah. In tako, kot pravijo, pol vsi začnejo tudi stranke v politiki s čim bolj proti sredini, da bo čim več ljudi lahko obsegali. Zdaj, programi je, nažalost, v Sloveniji so študentje malo apatični, velika večina. Pač se večina niti ima občutek, da se nočejo dajati zavzemati za svoje pravice oziroma da si ustvarjajo svoje mišljenje. In v tem primeru moram reči, da je zelo težko nekaj ustvariti, v tem smislu še nekaj konkretnega, kot je pač kolega tukaj rekel, ne. Preprosto sem bil na dostih okroglih mizah, tehničev, s promoviral, organiziral, in so bile resne teme za študij, za prihodnost samega študija, kako bo potekal, pa je bilo tam več znanih obrazov, kakor več novih, na primer. In to je morda eden od problemov na splošno. Ta enakost in ta apatija in ta majhna volilna udeležba, povsod, ne samo pri študentih, če lahko pač damo neko splošno mnenje o tem. Kako bi se, zakaj do apatije pride in kako bi aktivirali te študente, da bi se aktivno začeli vključevati v študentsko politiko? Pa predamo besedo, naprimer, Rdeči. Če lahko kar jaz. Ja, jaz mislim, da je pač vir apatije oziroma eden od virov za apatijo študentov tudi v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, ker pač v veliki meri gre za funkcionarje, ki so na nek način oddaljeni od svoje baze, niso v stiku s študenti oziroma se dogodki delajo za študente, kot vemo, množične prireditve in tako naprej. Se pravi, študenti tukaj dojeti kot nek pasivni potrošnik, ne delajo se pa z študenti, torej ne nudi se jim podpore, ne nudi se jim v bistvu možnosti, da bi se sami uresničili. Omenjene so bile sicer neke okrogle mize, na katere niso naleteli na odziv. Imaš mogoče rešitev za to? Ja, gre za to, da so bile pač organizirane strani študentske organizacije v Ljubljani, ne. Gre za to, da je potrebno pač prepustiti iniciativo skupinam študentov, ki so že angažirani, ki se že ukvarjajo z različnimi zadevami in njim dati besedo, ne. Se pravi, študentska organizacija mora biti bolj servis za študente, kot pa nek samostojni producent nekih vsebin, ne. Moj pogled na apatičnost izhaja popolnoma iz javnega mnenja študentske organizacije, ki je, jaz se popolnoma strinjam, na najnižji točki do zdaj in to javno mnenje tudi kroji in občutek študentom, da ne morejo zares vplivati tudi z glasovanjem na rezultat, na volitvah, na neke spremembe. Večkrat so bili razočarani v preteklosti, da tudi če je prišlo do neke spremembe, torej spremembe ali barve oziroma oblasti, da te spremembe dejansko niso bile izvedene in iz tukaj se apatičnost seveda še povečuje. No, jaz bi malo prekinil to nakladanje. Zdaj smo pri Tomažu. Mislim, take zgodbe, ko sem gledal plakate iz starejših volitev, pa tudi gledam to, ko sem sodeloval v parih volitev, ko vsi so govorili, nam je za spremembo. Modri so takrat štartali to proti Sasu, bla bla bla, študentska organizacija je na dnu, približali bomo študentom, naredili bomo to, pa konec koncev pač jaz nisem videl tega rezultata, nažalost. Ne bi rekel, da bi bilo isto. Ja, mislim, še slabše je bilo. Nažalost, ne bi rekel apatija, da bi iskal v študentski organizaciji. Lepo prosim, to so 18 let stari ljudje. Odrasli, mislim, kakor pravijo. Apatija je problem, ne vem, jaz
bom vprašal sicer vaja kolega, no, bom rekel rdeč, vse tole, ko ste odprta fronta. Ja. Ne vem, a delate drugače z mladimi kaj, mislim, razen med študenti to, še kaj drugega, no. Ne vem, jaz imam pač dosti izkušenj na tem področju in vidim, je posod apatičnost. Sodelujem v Mladinskem svetu tudi Slovenije, kjer organizirajo tudi okrogle mize, pa bom rekel, ima eno večjo legitimnost to, kakor študentska organizacija, pa je še manj ljudi na okroglih mizah. Organizirali smo soočenje županov v Mladinskem svetu Ljubljane, kjer je lahko vsak prišel in se pogovoril z vsakim županom. Tam smo bili ljudje, ker smo že tako sodelujemo v Mladinskem svetu, pa ljudje s pomladkom, ko se prišli župana podpreti. Novih obrazov ni bilo. Torej, jaz bi rekel, da je to širši družbeni problem, mogoče tudi po eni strani krivda staršev, da bom rekel, pa ne spodbujajo svoje otroke, da bolj izražajo želje in da povejo kritiko in da so bolj družbeno dejavni. Morda Mislim, ta apatija se nanaša tudi v končni fazi na volitve same. Ne? Mislim, volitve same obiskuje zelo malo ljudi. Ne? Ko se sprehodiš po fakultetah, ko recimo narediš anketo med študenti, te pogledajo kot biko nova vrata in te vprašajo, volitve so, a šel? Ja, ne poznam tega, ne vem, zakaj gre. Ali pa to me ne zanima, ali pa ne bom se jih udeležil. Ne? Mislim, pa ti odgovori so konstantni že verjetno kar nekaj časa. Ne? Zakaj se tukaj ni znal spostaviti nek premik, da bi se stopil v stik, da bi se predstavil recimo študentom, da vendarle gre, mislim, v končni fazi govorimo kar o nekem denarju, če druga, ne? Če gledamo čisto materialistično. Kako naredi torej ta premik, da študentje spoznajo to organizacijo kot njihovo in da se udeležujejo v njene, mislim, da grejo vsaj na volitve. Ne? Kje so načini? Ja, pa tudi sicer si omenil, pa že to je v celi družbi je apatična, mislim, kje so problemi? Študentsko organizacijo bi bilo verjetno lažje spremeniti kot državo, da bi nekako drugače zadihala. Pa eni pravi država v državi, ne? Ja. Jaz bi rekel samo to, glejmo sam primer, kako volitve potekajo. Jaz osebno me je vedno bolelo, ker se je material talil, ne? Tudi moja skupina ga je. Recimo, ne vem, leta 2004 smo zmagali volitve brez materiala. Skoraj. Mislim, da je glih tem problem, vsi pridejo tja, probamo kupiti študente, probamo jih tako spraviti na volitve. Zdaj, jaz ti dam krigel, jaz ti dam pač svinčnik, mapo, papirček, pač blokec s svojim logotipom, da jih spravi si na volitve, ne? Kampanja ponavadi poteka tudi cel mesec, mislim, da po eni strani je tudi ljudi ne zanima toliko stvari, ne? Ker tudi šov ima po eni strani velike aktivnosti, ki jih nudi, pa študentje, bom rekel, eni ne grejo na internet pogledati. Pa to je tudi, kot smo rekli, splošen pojav, nažalost, no. Mislim, da se tudi ljudje ne zaveda, kakšne imajo ene pravice, tudi strani recimo države, ki jih lahko izkoristijo. Določene, v takem smislu. Vseeno je zanimivo, da ljudje sploh ne vejo, da so volitve in sploh ne vejo, kaj je šel v parlament v študentski zbor. Eno in isto. Koliko ljudi pa ve, kaj je točno parlament, ne, v državi? Mislim, približen se jim sanja, ja, sam... Mogoče tudi tukaj dva problema. En problem, da je v izobilju ponudbe nekih dejavnosti, ki jih mladi lahko delajo in da tukaj ne najdejo nekega pravega ponudnika, ki bi ga zbrali. Drug problem pa, da je torej znotraj same ponudbe, torej kaj ta ponudba prinaša študentom, da tukaj enostavno se ne morejo identificirati z eno ali drugo strano. Še rdeči, ne? Ja, mislim, vzroke za apatičnost lahko iščemo na ravni družbe, ne, mislim, živimo v liberalno-demokratični družbi, ki spodbuja individualnost, ki spodbuja atomizacijo, ne. Ampak če pa govorimo o povezavi med apatičnostjo oziroma apatičnostjo glede na prihajajoče študentske volitve, pa mislim, da je prvi vzrok ravno ta odpor do samih struktur študentske organizacije in do narave njenega delovanja. Pri tem mislim predvsem na študentske funkcionarje, na pač finančne prejemke, ki jih prejemajo, na to, da gre za, vsaj tako je percibirano strani javnosti, za ljudi, ki jim gre predvsem za njihove lastne interese. In zato se tudi v
zoper to se tudi v Odprti fronti borimo, namreč mi smo za to, da se ukinejo ti privilegiji, mi se tudi javno odrekamo vsem honorarjem, sejninam in ostalim finančnim prejemkom, ki bi jih ob izvolitvi imeli. Seveda je tukaj pač potrebno zagotoviti, da socialno ogroženi študenti še vedno dobivajo neko kompenzacijo za to, da so tam prisotni in da pač jih to ne ovira pri študiju in siceršnjem življenju. Ja, kakšne so rešitve, tako konkretne? Mislim, imate v programih kaj zapisan, kar bi rešili ti? Jaz vidim glavno rešitev do te apatičnosti, tako kot je kolega povedal, v problemu javnega mnenja in nedostopnosti študentske organizacije, kot možnosti direktnega sodelovanja, da so tukaj neki zaprti krogi znotraj organizacije. In rešitev seveda vidim samo eno, ki jo ponuja seveda naša skupina, in to je, da je več skupin v preteklosti že skušalo spremeniti vse študentske organizacije univerz, skušalo spremeniti njihov notranji nadzor in s tem rešiti te malverzacije, ki so se dogajale znotraj študentskih organizacij. Mi pa vidimo rešitev drugje, in sicer, da spremenimo zunanji nadzor. Zunanji nadzor pa lahko spremenimo le za spremembo zakona o skupnosti študentov, kjer spremenimo pravno organizacijsko obliko vseh šovov, in sicer tako, da postane šov pravna oseba javnega prava, da ni več pravna oseba zasebnega prava, kar se nam zdi že sporno v samem bistvu. Razlika je v tem, da je zatem študentska organizacija mora spoštovati zakon o gospodarskih družbah, zakon o javnih naročilih in pa računsko sodišče je popolnoma pristojno za pregled vsega, in tudi predsedstvo oziroma odredbodajalci so odgovorni za svoje dejanja. In tukaj, to je, se mi zdi, edina rešitev, ki jo lahko študentske organizacije dolgoročno imajo. Torej, rešitev v naših je sprememba pravno organizacijske oblike. Da bi postal javen subjekt. Pravna oseba javnega prava. Oranžen. Jaz se tukaj strinjam s kolegom Markotom glede javnega, da postane šov ustanova javnega prava. To bo pač rešilo določene zadeve legitimnosti, ne bo pa rešilo te apatičnosti. Tukaj pa jaz osebno nimam enega idealnega recepta, ker mislim, da bi ga že v širši družbi probali uresničiti. Mogoče je edino to, da se šov, kakor sama organizacija, tudi več posveča tudi mladinski politiki, ne samo tej študentski, da pride vse spektre mladih. Zdaj dejansko pozabljamo recimo na dijake. Pa tudi bolj bom rekel, važni so samo te študente, ki so na fakulteti, ne pa tudi kakor mladi. So določeni programi, mogoče tudi na način tega, da bi pač se nadaljevali, mogoče največ s pomočjo tudi iskanja, recimo, zdaj sicer to, malo zaposlitve pa povezave znanja z delom in pred študijo. Tukaj bi lahko, kot je rekel kolega z Odprte fronte, pač šel v ta servis, ki bi nekako vrnil ljudem mogoče eno legitimnost. Jaz ste prav razumel, ti bi šel nekako spremenil neko organizacijo, ki bi vplivala na širšo populacijo. Širšo družbeno politiko bi mogla imeti organizacija. No, sem se to... Ok, malo pa nima. To je zelo relativno. To je relativno, sam mislim, da... Sam nekaj še na osnovno šolo, da bi šli... Ne osnovna šola, mislim bolj dijaki, ki so še vedno povezani, konec koncev tudi dijaki delajo prek študentskih servisov. Ja, samo oni imajo tudi DOS, ki je v bistvu zelo povezan. Imajo DOS, ne, Dijaška skupnost Ljubljana je šola povezana, DOS je šolsom. No ja, so povezani, samo so pa premalo, bom rekel, govori se o avtonomnosti, ni pa je, ne bom rekel, širše. Tam bi se lahko, v teh mlajših letih, mislim, da je največ potencijala, da se ljudje lahko po eni strani aktivni ratajo. O kakšni avtonomnosti govoriš? O tem, da so dejansko, bom rekel, en podaljšek vsake organizacije. Do ŠOS-a, čeprav imajo svoje parlamente, pa to, mislim, da niso tako neodvisni od politike, ki jo vodi ŠOS, ali pa recimo Dijaška skupnost Ljubljana od politike, ki jo vodi ŠOV. Kaj pa ŠOV? Večkrat se zagovarja, da je ogrožena njegova avtonomnost delovanja in podobno. V zvezi, to v primerjavi s katerim odnosom, kje?
Naspokojno, Zakaj pa mislim, to za raznimi, sprašuješ? mislim, tako, to je splošna debata, kaj samo pomeni zanima me, ta, kaj konkretno kaj pomeni ta avtonomija, recimo na fakultetah, glih, trenutno imamo ta nov zakon, nacionalni program, osnutek nacionalnega programa o visokem šolstvu, kjer ponovno šov in šos pravita, da je ogrožena pač avtonomnost študentskega gibanja, univerze, profesorjev. Čeprav ta program pravi, da bo se povečala avtonomnost, ne? Mislim, to pravijo verjetno vsi programi. Mislim, da je to avtonomnost je tudi tak pojem, ki se ga dostikrat zlorablja, no? Mislim, v negativne Gremo se recimo pogovarjati o avtonomiji fakultete, profesorja. Ja, mislim, da se strinjam. No. Ja bi rekel, da po eni strani so zdaj tudi preveč avtonomni, če se malo pohecamo, karikirano, ne. Po drugi strani pa, če pa treba to garantirati, tudi v primerjavi z državo, ne, pač, rekel, fakultete so bile vedno en hram določenega, tudi upora proti režimom. Prva stvar, ki so nacisti naredili, ali pa komunisti, so zapirali pač profesore, izobražence, intelektualce. To je zelo širok začetek. Ja, recimo. Jaz bi tako rekel, da pač nesporno je, da morate biti tako univerza kot študentska organizacija avtonomni, da pa ta avtonomnost ne sme biti do te mere, da so potem in eni in drugi nedotakljivi. Ne. Tako strukture na fakultetah, ne, se pravi redni profesori in vse te pravzaprav kostenele strukture, ki so na nek način bolj zaščitene kot kočevske medvedje. Po drugi strani pa tudi študentska organizacija, študentski funkcionarji morajo nositi neko odgovornost, ne? In tudi mora biti vzpostavljen nek bolj učinkovit sistem nadzora in pa pač tudi kaznovanja v primeru neodgovornosti. Ne? Kakšen bi ta nadzor bil, recimo? Tako notranji kot zunanji nadzor. Ne? Zunanji nadzor pač treba je študentsko organizacijo pač preurediti v skladu s tem, kar je pač določilo Računsko sodišče. Notranji nadzor pa pač mi ga vidimo, oziroma dalo bi se ga izvesti na način decentralizacije študentske organizacije, se pravi delegirati moč, ki je sedaj precej centralistična, na študentske organizacije visokošolskih zavodov, na skupine študentov, ki dejansko izvajajo projekte, jim dati vso institucionalno finančno podporo in potem bi tudi te skupine izvajale na nek način pritisk in pa tudi nadzor nad delom študentske organizacije. To govoriš o reorganizaciji ŠOA, nekako. Kako bolj natančno, če lahko poveš, kako bi to izgledalo? Ja, gre za to, da pač študentska organizacija trenutno je neka vreča denarja, je neka, bom rekel, oblastna struktura in potem ta oblastna struktura razporeja ta denar in z njim dela dogodke. Mi bi želeli ta mošnjiček razvezati in hkrati nek način decentralizirati te oblastne strukture, dati možnost študentom, ki so angažirani, tudi neinstitucionalnim oblikam organizacije, alternativnim skupinam, pač vsem študentom, ki so tako ali drugače angažirani, jim dati možnost, da uresničijo svoje potenciale, da uresničijo svoje ideje. Ravno tako, pač s tem, da bi njim neposredno nudili finančno pomoč, institucionalno podporo, ne vem, konkretno z enako dostopnostjo vseh študentov do prostorov in opreme v lasti ŠOV, se pravi, ne vem, čist konkretno, če si želi ena skupina študentov posneti nek film ali pa, ne vem, potrebuje določen material ali pa prostore študentske organizacije, da se jim pač omogoči, da te zadeve uporabijo. Kako bi se to dogovarjali potem v... Ja, pač seveda bi imeli nek organ, ki bi pač bil sestavljen iz študentov in bi potem se pogovarjali s temi skupinami, ne, pač treba se približati študentom, ne, tistim študentom, ki dejansko izvajajo te projekte in biti v stalnem dialogu z njimi, ne, tudi dejansko imeti pregled nad tem, kaj se na fakultetah dogaja, kaj se izven fakultet dogaja, spremljati aktivno študentsko populacijo, kaj počne in pač jim nuditi vso podporo. No, kako je bili v stiku pač direkt s študenti? To poskuša, mislim, to se sedaj poskuša z
volitvami in pa z okroglimi mizami, ki niso obiskane, kako bi dosegli to? Ja, študentske organizacije visokošolskih zavodov so bolj v stiku s študenti, zaradi tega, ker so v stiku z študenti na fakultetah, zaradi tega, ker so v stiku s študentskimi društvi in ravno študentska društva, pa potem tudi študentski klubi so dejansko v neposrednem stiku s študenti in tem strukturam je treba dati večjo moč, jim je treba dati večjo institucionalno podporo, da lahko izvajajo pač te dejavnosti. Še zeleni? Mislim, oranžni. Zeleni. Tomaž. Mislim, Tomaž. Samo da hitro odgovorim, samo da dodam, no, verjetno, ko smo ravno govorili o avtonomnosti, imamo dva tipa avtonomnosti, ena je ekonomska, druga je politična, mislim, da se je šel vedno v brano, oziroma je uspel obdržati politično avtonomnost. Problem je pa ravno v tej ekonomski, da je preveč ekonomsko avtonomen in z tem, kar hoče kolega povedati, da bi ekonomsko prerasporedili sredstva, da bi lahko to centralizacijo zmanjšali oziroma prišli bolj v stik s študenti oziroma centralna organizacija bi imela manjšo moč. Okay. No, jaz bi še Tomaž, potem malo bi čas za komentiral, no, pač, mogoče. mislim, da to, ampak sam poznam dovolj to strukturo, posebej ŠOVZ, glede na to, da delam na ŠOVK kot minister za študentske organizacije visokošolskih zavodov. Tukaj v tem decentralizacija, centralizacija je veliko vprašanje glede tega in glede njihove moči. To so poslanci v študentskem zboru. Predsedniki in podpredsedniki na večjih fakultetah so poslanci v študentskem zboru, samo predsedniki na manjših so tudi poslanci. Kako nimajo moči? Oni odločajo o finančnem načrtu, oni odločajo o spremembah pravilnikov, oni odločajo o vsem. Oni praktično postavijo vlado. Res je, so pripadniki določenih skupin, ampak so vsi zelo lahko neodvisni. Poglej, kako so se skupine čez vsa leta, zadnjih 6-8 let na šovu, spreminjale, ljudje so različno glasovali. Pač vedno so ljudje sklenili kompromise, torej ta moč obstaja. Pa res se pa strinjamo, oni so pač dejansko neposredni stik šova na fakultetah, pač dejansko oblika občine. Rekel pač, ker predstavljajo pač nekak državo oziroma en pojem organizacije, so oni pač lokalna oblast. V zadnjih 2 letih se je pokazalo, da to ne drži, ne? Torej, videli smo, da poslanci dejansko niso imeli moči, izvajali so se projekti, za katere oni sploh niso vedeli, da se izvajajo, neke pogodbe, katere oni sploh niso poznali, ki jih je predsedstvo prikrivalo, ne? In tukaj se je pokazalo, da je študentski zbor, tudi ko je prišlo do neke nezaupnice, ni imel moči, je prišlo, vsaj sumi so podkupovani in podobno, ne? Videli smo, da ta sistem ne deluje dobro. In v tem sistemu se mogoče lahko malce več dogovorimo po pauzi. Naši, vaši, sasi, basi. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Modri, zeleni, rumeni, oranžni. Ali te bodo nafarbali tudi tokrat? Študent. Soočenje kandidatov za volitve v študentski zbor. V četrtek 21. oktobra ob 9:30 zvečer v kontaktni oddaji Pogovorni večerni termin. Prisluhnite mešanju baru na Radiu Študent. In smo že v tej oddaji. Jaz vabim vse poslušalce, da se sedaj tudi aktivno udeležijo te diskusije in pokličejo na telefonsko številko 01 242 8800 ali 01 242 8801. No, med to pauzo mi je prišla ideja, govorimo o decentralizaciji. Kaj, ko bi šel ukinili to strukturo, pa bi prevzeli študentski sveti po fakultetah, ki so že tako ali tako decentralizirani. Kdo se je prvi javlja za besedo? Rdeči, recimo. Lahko, ja. No, pač mi se s tem nekako načeloma ne z ukinitvijo šova, ne, ker vemo, da se pojavljajo tudi take zahteve, ne, ki so ravno zaradi te pač nizke legitimnosti šova v javnosti. Mi ne želimo ukiniti šova, želimo ga kvečem ukiniti v obliki, kot obstaja sedaj. Se pravi, želimo ga, kot sem že dejal, pač decentralizirati, dati večjo moč pač študentskim organizacijam visokošolskih zavodov, društvom in skupinam posameznikov, ki te dejavnosti izvajajo, ne. Tako večjo ekonomsko moč, kot tudi večjo politično moč, ne. Se pravi, večjo vlogo pri odločevalskih procesih.
Ok, zelen. Zdaj, preden govorimo o tem, kdo bi bil naslednik tukaj, je treba razločevati študentski svet in študentske organizacije visokošolskih zavodov in njihovo poslanstvo. Poslanstvo študentskih svetov je, da se ukvarjajo skoraj izključno z visokošolsko problematiko, medtem ko se ŠOU in njegovi te visokošolski zavodi ukvarjajo pretežoma z obštudijsko problematiko oziroma z obštudijskimi dejavnostmi. Zaradi tega tukaj to poslanstvo ni povezano oziroma ne moramo direktne paralele vleči od enega do drugega. V vsakem primeru bi bila pa ekonomska decentralizacija smiselna. Ravno primer, ki smo se med pauzo pogovarjali, je Zveza študentskih klubov, ki deluje, glede na to, koliko pravnih oseb zauzema, dobro, tudi javnost je dosti boljše sprejema, zato ker vso moč tudi ekonomsko nosijo študentski klubi, sama zveza je pa ekonomsko šibka in ni neke centralne organizacije, ki bi imela tako moč, da bi lahko ekonomsko vplivala na druge organizacije. Torej, v ŠOU, ki je bila organizirana na tak način, bi se lahko vključila vsa društva fakultet. To je ena izmed bolj revolucionarnih idej, ampak ni ideja za vkoš. Oranžni. Jaz se strinjam glede same decentralizacije mogoče. Jaz osebno mogoče ne bi šel preveč v en, recimo tako kot Zveza Škis, ker pač tudi tam pač niso glih nedolžni angelčki v brezmadežnih srajčkah. No, definitivno bolj kot ŠOU v Ljubljani. Ja, no, ne, mislim, da se spomnite zgodbe celjskega kluba študentskega, no, mislim. No, vseeno je ena v nekaj letih, ne ena afera, na ŠOU imamo pa več afer na mesec. Ne, to je dejstvo, da je več afer na mesec, ker smo toliko veliki. Mislim, lažje stvari pridejo, lažje pride ven, pri klubih bo to težko, ker delujejo v svojem lokalnem območju. Kakor v ŠOU-mu, pa v ŠOU-pu. Ne vem, no, mislim, Škis se nikoli ni pritoževal nad izvedbo volitev, vsaj ne spomnim se recimo na študentsko organizacijo v Mariboru ali pa na ŠOU-pu, ker so tudi pač, ne vem, kandidate zavračali zaradi majhnih bedarij, pa recimo nad finančno porabo ŠOU-ma in ŠOU-pa, recimo, ne. Mislim, in tudi od njih ni prihajalo toliko ven, glede tega, v medijih, kako se recimo iz ŠOU-a prihajalo, ne. Ker jih je bilo dosti manj, ne. Torej, ne govorim za ŠOU in ŠOP, ne, to so sigurno manjše organizacije in so uspeli te malverzacije bolj skriti pred mediji. Mogoče pa ravno to, da na Zvezi Škis ni prihajalo do nekih takih ekscesov, je ravno v tem, da je tako organizirana, da so te subjekti, ki izvajajo ekonomsko tako neodvisni, da v bistvu matična organizacija na njih ne more pritiskati v primeru, da želi, tako kot se dogaja na ŠOU v Ljubljani. Ampak kaj pa če te sami subjekti, ki so tako samostojni in oni pridejo tja skorumpirani ljudje, ker pač obči zbori, bom rekel, klubov, ponavadi glih ne sestavlja veliko ljudi, no. Mislim, ne, ti imaš več izkušenj, ne, nažalost v Ljubljani nimamo svojih kluba. Torej, ti, Tomaž, še nisi pristaš tega, da bi se šel v kino, zadeve pa bi prišle nekako na zvezo, naprimer, študentskih svetov. Mislim, zelo spet ločiti, kar si Marko rekel, tukaj na isto pogled, da sta to dve pač različne stvari, ki imate različno poslanstvo. Jaz pravim, da pač ŠOU se mi ne zdi slaba organizacija, ima svoj potencial, ker so nažalost ljudje pač, tudi slabi ljudje ga pač ukinili. Tudi ne moram nikoli reči, ker skozi govorijo o, bom rekel, požrešnih študentskih funkcionarjih. Vsem temu, to je zame žalitev. Mislim, mene osebno. Pač, mislim, jaz razumem, da to posplošujemo, ampak, bom rekel, pač mislim, ne poznamo se, niti ne veste, kaj točno tudi delam. In bom rekel, da je to preveč presplošno govorenje. Tam so dobri ljudje in so slabi ljudje, kakor posod. Mislim, da ste imeli tudi verjetno tudi na radiju dobre in slabe ljudi. Ne, mislim, da smo dobri. Dobre. Jaz bom rekel, definitivno, da tukaj treba nekako zadevo pač širše razmisliti, da bi težko rekel konkretno, treba se zavedati, da tudi ŠOU je tok sistem. Mislim, vsaka institucija je tok sistem. In prijem bo pač res ena in sicer ok, lahko da se štartamo in cilj eno idejo, ampak prijem bo lahko ena resničljiva ideja prišla ven. Se lahko pogovarjamo. Torej ne verjameš ravno v reorganizacijo ŠOU-a? Reorganizacijo verjamem, ker bo potrebna že zaradi spremembe, zaradi sprejetja zakona o malem delu. Verjamem organizacijo. Ker bo dobila manj keša. Ampak, ja, in to ga bo prisilen. Se pravi, keš pogojuje na nek način reorganizacijo? Ja,
bom rekel, ja in ne. Mislim, problem je, da jaz kot zgodovino opazil, ker pač, bom rekel, ker sem opazoval ljudi, ki so prišli gor, ker sem jih opazoval med volitvami in po volitvah, je bilo vedno to. Zdaj smo bili polni idej. Jaz sem šel na šov kot idealist, res, velikanski idealist. Nazadnje se je bilo to pol, ne vem, v eno leto ubito. Pač, ker enostavno ni bilo posluha za določene ideje, ki so hoteli znižati, ne vem, stroške nekje. Pač ja, bomo. Mlad fant, nimam političnih izkušenj, pač takrat ni ono verjameš. In tukaj je bilo glih to, da pač na koncu pol ljudje nekako rate del sistema, ne. Pa so pa enkrat del sistema, ne. Ni več, ne, mislim tako. In niso ravno del sistema, zaradi tega, ker postanejo funkcionarji. Vse revolucije, kako so se začele. Z dobro idejo, z dobro zamislijo. In brez funkcionarjev. Brez funkcionarjev. Na koncu je pa končalo s funkcionarji in žrle lastne otroke. Ampak morda postajajo revolucije čedalje boljše. Mogoče. So bile tudi take, ampak takrat so pač konec, ja, so vedno, tudi demokrat, bom rekel. V vseh vrstah revolucij so na koncu prišli funkcionarji. Da vemo, kakšno vizijo ima mogoče odprta fronta, glede na to, da oni so Kakšno boljšo v svojih pogledih še najbolj revolucionarni med nami. No, če smem najprej samo odgovoriti na očitek, da tle nekaj pač gre za osebne napade, sploh ne. Pač, mi se zavedamo, da so v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani pač ljudje na funkcijah, mi ne kritiziramo teh določenih posameznikov, ampak sam sistem, ki od njih terja, pač, da se obnašajo v skladu s funkcijami, ki jim daje določene privilegije in s tem pač določeno možnost zlorabo le-teh. Gre za to enostavno, da si prizadevamo tudi za debirokratizacijo šov, kar pomeni, da naj bo pač delo v študentski organizaciji opravljeno s strani študentov, kolikor je to mogoče, ne pa da se naprimer denimo za šov vizijo, za izdelavo spletne strani, da se angažira neke pač podjetja, neka profesionalna podjetja. Ste vsi študenti tukaj? Ja. Okay. Gremo naprej. Torej pač, da se ta denar, ki je namenjen študentski organizaciji, da se ga ne zapravlja za to, da se tukaj financira neka podjetja, da izdelujejo neke zadeve za nas, če lahko to vlogo v bistvu tle upravljajo študentje. In tukaj je treba angažirati študente. Jaz verjamem, da je ogromno študentov na fakulteti za računalništvo in na drugih fakultetah, ki bi bili pripravljeni in so zmožni pač narediti tako delo in da bi se iz tega tudi veliko naučili, pridobili izkušnje, tudi pač bili za to ustrezno nagrajeni in da tukaj res ni potrebe, da ogromno denarja študentska organizacija zapravlja in za svetovanje in za razne pač te pridobitniške dejavnosti in financiranje zasebnega sektorja. In ponovno so pri denarju, ne rabimo toliko zapravljati. Te reorganizacije, vsi omenjate reorganizacijo denarja, mislim, denar bi šel drugače. Kako si predstavljate to reorganizacijo? Naprimer, katere projekte bi ukinili, katere bi obdržali? Lahko govorimo, da smo bolj na realnih tleh. Tako da mogoče Marko, ti si najdel časa brez besede. Ja, seveda. Torej, prej, ko sem govoril o revolucionarnem primeru popolne reorganizacije, moram samo poudariti, da se načeloma društvo naši oziroma aktivisti v društvu naši ne zavzemamo za takojšnjo reorganizacijo v smislu, ne vem, da ne bi bilo narobe razumljeno, v smislu zamenjave pravnacijske oblike, da bi se šel spremenilo v zvezo in podobno. Torej, še vedno mislimo, da v tem sistemu je možno, ta sistem je možno spremeniti v manjši meri tako, da bo deloval, kot sem prej omenil, z vzpostavitvijo zunanjega nadzora. Torej, katere projekte bi podpirali, da bi te želje obrodile sadove? Mislim, konkretne projekte, verjetno se približno ve, kjer so projekti oziroma kaj vse financira šov. Kam bi zeleni, kaj je bistvo zelenih, kam bi vlagali recimo to malho denarja? Bistvo zelenih je v bistvu v enem ravnovesju. Gre za to, da pri ocenjevanju vsakega projekta oziroma dejavnosti bi ocenjevali, ali je ta projekt v standardu za poslanstvom šov,
če pa ni v standardu za poslanstvom šov, mora biti pa ekonomsko upravičen. Večina projektov, ki so v tem okviru poslanstva šov, velikokrat niso ekonomsko pozitivni, kar pa vidimo še eden izmed največjih problemov je pa, da šov sploh nima svojega poslanstva definiranega, da šov nima svoje vizije in da šov nima svoje strategije. To je imate? Ja, ne, seveda je nimamo, jo pa želimo zgraditi. Torej, šov je v preteklosti, kakor vem, večkrat želel narediti strategijo, torej šov ne ve, kaj bi rad bil čez 10 let, ker to pomeni, da deluje organizacija kot nek zmešan maček, ki ne ve, kaj bi pravzaprav delal. Pri vrednotenju projektov pravzaprav ne vejo, ali so te projekti delani za študente, ali so delani za mlade, ali za koga. Zato ne vejo tudi zaradi volitev, ki prihajajo na 2 leti, torej dolgoročne plane je težko delati, če te potem zamenja naslednjega. Res, ampak vseeno, nekdo bi mogel narediti, torej zapisati, zacementirati poslanstvo šov in potem se ravnati po tem poslanstvu. Torej, zdaj lahko rečemo recimo 3 točke, tako, 1, 2, 3. 3 točke? Konkretno, pač podlage za strategijo, rečemo je tak, ne? Ja, seveda. Katere je bile te 3 točke, recimo? Pač 3 primarni projekti, ki jih je pač treba speljati v 2 letih. Torej, en projekt je uvedba zunanjega nadzora, drug projekt je zdaj reorganizacija v celoti, to pomeni, da damo večjo moč študentov, oziroma ne delajo študenti, to pomeni, da je načeloma treba znižati število zaposlenih, ne. Določene projekte je treba trženjsko usmeriti, torej šov mora začeti iskati terciarne vire financiranja, tudi zavodi morajo začeti iskati terciarne vire financiranja, torej šov jim mora pomagati pri tem, šov mora biti servis zavodom in ostalim dejavnostim. In to se dogaja? Terciarni viri dosegli. Imaš zavode, ki se prijavljajo na Evropske unije, če dalje več zavodov sigurno. So če dalje bolj manjšinsko. Torej, to je bolj tak liberalni pogled na... Ja, nažalost bomo mogli, vsaj moj pogled je tak, da bomo mogli liberalnejše gledati na to, ekonomsko liberalnejše, zaradi večje ekonomske avtonomnosti. Gre za to, da vidimo, da gre tendenca k temu, da bo šov imel vedno manj denarja. Tukaj imamo ne samo spremembe znotraj študentske organizacije Slovenije, da je šov pred enim mesecem izgubil tretjino sredstev, ravno kar je bil sprejet zakon o malem delu, tako da enostavno nimamo izbere, kot da začnemo vse projekte tretirati, torej ali na podlagi poslanstva, če na podlagi poslanstva, pa na podlagi ekonomske upravičenosti. Mislim, ali pa mogoče, če mogoče imaš predstavo, kateri projekti so za vas bi mogli biti bolj ekonomski in kateri so upravičeni same po sebi, same po sebi, zaradi tega, ker so pač študentski. Torej, študentski projekti so vsi... Če imaš konkretno, če... Ja, seveda. Torej, velik problem, ki ga mi vidimo, je v komercialnih projektih. Torej, sigurno... Ravno, ki so usmerjeni na terciarno... Ampak, če govorimo o poslanstvu šov ni komercialna usmerjenost. Vemo, da iz alternative izvira večino novih stvari, novih trendov. Ampak obenem pa zagovarjaš ta tretji dohodek. Seveda, ravno to ravnotežje želimo mi najti. Torej, vemo, da alternativa vedno pobira denar, komerciala ga vedno nosi. In tukaj moramo najti. Naprimer, če gremo v banalen primer študentska založba, ne dela primarno za študente, vendar ne sekundarno išče več priložnosti za izdajo nekih knjig, ki delajo dobiček. In ne ta dobiček, ki ga dela, daje nazaj v prvotno dejavnost. Po drugi strani, zakaj bi vlagala v to energijo, da išče tržne tržno zanimive izdelke, če za to obstaja že milijon podjetij, obenem pa vsi zagovarjamo, ne vem, če vsi, ampak ravno ti si prej rekel, da zagovarjaš to, da bi mogla biti študentska organizacija, da bi mogla biti bolj servis študentom. To je sicer... ampak ti si to potrdil kasneje, da to bi moglo biti, ampak to pomeni, da je določen del energije namenjen na to, da ti iščeš te tržne izdelke. Kar v bistvu malček eno proti drugim. Ne, gre za pozitivno bilanco pridobljene energije napram dani. Torej, dejstvo je, da če hočemo mi določene dejavnosti tržno usmeriti, da moramo vložiti nekaj energije, ampak imamo večji izkupiček iz tega, oziroma ima samo poslanstvo šov, oziroma projekti, ki se izvajajo za poslanstvo šov, več od tega. Oziroma lahko šov pravzaprav sploh preživi.
Ok, zdaj, ne vem, 3 projekti, recimo oranžnih, primarni, recimo neka podlaga strategije, one najpomembnejše točke. Aha, kar bi naprej šel. Mislim, kaj konkretno bi vi delali, kaj bi mogoče opuščali, kakšne bile vaše? Recimo, bi določene obštudijske dejavnosti pustil razne balkanjade, pa hmeljade, pač, sicer Marko pozna organizatorje, ne, teh dogodkov. Blatni. Bi pač recimo pustil, ker nima nobene pomena oziroma določene dodane vrednosti. Ja, imam pač recimo, obdržiš eno žurko, itak je te ponudbe preveč, če gledamo, mislim, skoraj vsak mesec pride enega množičnega žura nekje. To bi recimo pustil, recimo, pri ŠOVZ-jih se mi zdi, da je glede na to, sam to vidim, da je prihaja do določenih, bom rekel, tudi teh stranskih, da denar tudi gre pač kakšne čudne razne najeme prostora, pa to recimo tukaj mogel eno večji nadzor, da bi se, mislim, kvalitetnejše projekte, ker nosi dodano vrednost. Ko sem prej govoril o enem zaposlitvenem centru za mlade, recimo povezava, enkrat je tudi na ŠOVU se začel, en portal, mislim, talentiran.si, kjer je bila dejansko za vodenje centralne evidence. To je recimo take projekte, centralne evidence, kakor neformalni indeks, kjer vsak študent, vsako podjetje lahko njemu potrdi, da je on tam delal. In imamo eno bazo, kjer lahko, bom rekel, bodoči delodajalci vidijo, ta človek je pa to, ta človek je pa tudi potrdila drugo, ta človek je pa tudi, mislim. In misliš, da to delodajalci dejansko upoštevajo? V Nemčiji to funkcionira super. Sam Slovenija ni Nemčija. Ne, Slovenija ni Nemčija, ampak če nečesa ne poskušaš, če dobro da nikoli ne veš, kakšni bo rezultati. Ta ideja traja že 3 leta. Ta ideja je bila vmes pač, bom rekel, malo na stranski poddana. Je si začela že pred 3 leti, ja. Ampak in kje je zdaj? Žal sem se to pokvaril s tem, je pa da je takrat bila zelo na velikem zagonu, ampak zdaj, če mogoče ni ratel, če recimo določenega financiranja za zagon osnovnega kapitala dobiti, čeprav se trudijo z različnimi prijavami na razpise, kakor vem, je pač težko, ampak taka ideja... Čeprav po naslednjih vem, da je ta ideja dobro stoji. Mislim, in si jo fura naprej. Ne vem pa kakšne ima, ne vem pa kakšne... Ne, vem, da furajo naprej, ampak z manjše zagonom, kakor takrat. Mislim, težko. To pa ne. Ampak meni zdi, če nekaj cajta ena zadeva traja, lahko pač se malo pustiš, da mogoče nekaj več rata. Še kaj drugega? Recimo, glede zavodov, ne. Povej še kaj bi ukinil in kaj bi podprl? Pri zavodih, recimo, bi jaz, to se tudi strinjam z Markotom, določene zavode, ki imajo to komercialno aspekt, recimo študentske založbe, ni treba imeti. Oni so izdali knjigo Čefuri Raus, knjigo, ki je pač bila totalnega znanega avtorja in je bila fenomenalna uspešnica. Torej, so tudi, bom rekel, ene alter scene, ki jih druge založbe niso podprli, lahko komercialno uspešne, ne. Mislim, alter. Knjiga je bila nekaj novega na, bom rekel, literarnem področju v Sloveniji. Pa se recimo tukaj imamo Radio Študent, pač ena prvih teh urbanih radijskih postaj. Kaj je lepega v nas. Ja. Ne, ki je vedno pač bil, vse ste bili, bom rekel, tudi en nosilec demokratičnih sprememb v Sloveniji, pač v času socializma. In imate eno pomembno družbeno vlogo, ki pač nažalost se mora gledati tudi ne prek samo dobička, ampak tudi prek, bom rekel, vaše vloge. Kaj pa Tribuna, na primer? Tribuna zaenkrat, kakor je bila v starih časih, se mi zdi dosti boljša, kakor je zdaj. Osebno moje mnenje. Torej bi Tribuna prekrajšal za njeno sredstvo, mogoče ima... Ne, Tribuni bi pač poskusno zmanjšal naklado, ker pač pol revij ostaja neprebranih. Mislim, zdaj sicer je to malo, zdaj to spet vmešavanje v uredniško politiko in avtonomnost uredništva. Meni se sam zdi, da je premalo, bom rekel, je sicer zelo kritična, družbeno kritična, je pa malo premalo odprta za druge tudi ideje, ne. Mislim, če rečem hiter... Kaše pa so... Moje ideje. Jaz sem dosti bolj liberalc, ampak sem pa... A je postal z zelenimi dosti tako... Ne, to je pač moje osebno vidika, ne, mislim. Glej, sam jaz vedno pravim, da so določene stvari, ki jih je treba obdržati. Doprav, da sem pa skrajni liberalc. Ne, sam vidim, da pač mora biti, zakaj se samo ena recimo stran lahko lasti, bom rekel, eno civilno družbeno inicijativo, pa ko bi rekel, da so oni tisti napredni, a ne, oni drugi, mi smo pa vseč zlobni konzervativci, oziroma zlobni zapečkari, pa ne vem kaj, no, mislim, v to smerno. Sam mislim, da se pač razumeva. Urban, pa še 2-3 točke recimo, oziroma kaj so tiste prioritete recimo in kaj so tiste slabe zadeve, ki jih je treba odrezati, da ne povzročijo gnitja še večjega, kot
je že. Ja, prva stvar, ki bi jo po mojem mnenju bilo potrebno zagotoviti, je pač vzpostaviti spet neko legitimno študentske organizacije, ker če hoče študentska organizacija nastopati tudi proti državi, proti ukinjanju določenih študentskih pravic, zdaj vemo, da se nam obeta plačljiv doktorat, vemo, da se nam obeta oziroma je že na tem, da se pač uvede malo delo. Če hočemo tukaj nastopati kot legitimen akter, moramo biti najprej legitimni navznoter, se pravi, moramo na nek način preoblikovati študentsko organizacijo, omogočiti večji nadzor, pač ne moremo dovoliti, da se še vedno skozi študentsko organizacijo pere denar, da še vedno nekateri ljudje pobašajo ta denar v lastne žepe. Kaj konkretno bi vi, če bi bili, mislim, kaj je vaš projekt oziroma kaj je vaša ideja? Kaj bi vi podpirali in kaj se vam zdi, zakaj gre preveč denarja? Čist konkretno, recimo, se mi zdi, da študentska organizacija res ne potrebuje jadrnice, da študentska organizacija res ne potrebuje investicij v nepremičnine, ki jih potem oddaja ali pa neke poslovne prostore. To so povsem nepotrebni izdatki, to je tako rekoč luksus. Prav tako ni potrebno odštevati 10 tisoč evrov za svetovanje, za nakupe nekih objektov, ki potem sploh niso izvedeni. In kam bi vlagal ta prišparen denar? Zdaj že govorimo, po moje, da v milijonih. Ja, kar nekaj bi se tukaj prihranilo, predvsem pa mislim, da bi bil ta denar sploh v kontekstu, v katerem se nahajamo, torej v trenutku gospodarske krize, da bi bilo ta denar potrebno vložiti za izboljšanje socialnega statusa študenta. O tem smo danes zelo malo govorili, oziroma še nič. Socialni status študenta se iz dneva v dan slabša, medtem ko grejo denarji tako rekoč polzijo med kosti. Kakšne konkretne ideje, morda, mislim, konkretnejše, to je to, ampak... Ja, pač enostavno ta denar se lahko nameni za štipendije socialno ogroženim študentom, lahko se nekaj tudi doda za financiranje gradnje študentskih stanovanj, za financiranje kampusa. En telefon imamo zdaj, tako da... Halo? Ja, živijo, Tibor tukaj. Zdravo. Eno vprašanje bi imel za tega študentskega politika. Če bi mogoče lahko povedal... Koga? Za tega, ki je Urbana? Za tega, ki je govoril o tem, da študentska organizacija ne potrebuje jadrnice. Pa če lahko to malo argumentira. Pa če lahko kar na liniji počakam še malo. Ja, okej, dobro. Urban, beseda tvoja. Ja, z veseljem. Pač jadrnica je nek luksuzen produkt, ki ga uporablja tudi zelo en ozek krog študentov. Večina študentov, ki dela na napotnice preko študentskih servisov, ki prispevajo del denarja, ki ga zaslužijo za študentsko organizacijo, od te jadrnice nima nič. To jadrnico koristi en ozek krog študentov, naš cilj pa je, da imajo študentske organizacije največ, kar vsi študentje. To ne bi moglo čisto držati, zaradi tega, ker konec koncev ta tečaj jadranja, ki jih Šolt ponuja, ki to jadrnico trži, niso orientirani na neko ozko, ekskluzivno količino ljudi, ampak gre za to, da je dostopno čim več študentom se naučiti ene zanimive veščine. Hvala, Tibor, za intervenco. Urban, še kakšen komentar, pa bomo naredili pa krajšo glasbeno pauzo. Ja, v redu, živijo. Čau. Tukaj ne gre zgolj za tečaj jadranja, Tukaj gre predvsem za neko luksuzno dobrino, ki jo izkoriščajo študentski funkcionarji za lastni užitek. Hvala. Evo, zdaj pa kratka pauza. Spoštovani poslušalci, poslušalke, dobrodošli nazaj. Še zmeraj smo tu, nismo ušli.
Še zmeraj vas vabimo, da pokličete na 01 242 8800 ali 01 242 8801, da še vi podate svoj glas, vprašanje, komentar, karkoli. Na že povedano, na tisto, kar še ni bilo povedano. Zdaj v tem sklopu bomo probali pač definirati tiste razlike, ki so različne, ki razlikujejo barve, kje se spekter lomi. Treba je ljudi po predalčkah. Zaenkrat zgledajo vsi dokaj eni in isti. Tako da So varni. Jaz bom sedaj naredil en tak simbol predalček, pa se pa zgovarjate, pač Trevanga. Oranžni, desničari. Tudi v programu zagovarjate evropsko smer, zagovarjate slovensko smer, zagovarjate nekaj takega na vaši spletni strani. Mislim, je to poudarjeno nacionalno, Nacionalno mislim, samo malo, bomo o tem govorili, samo da povem za vse, potem pa, evo, da vsak pove. Zato, ker razlika med vami težko ni utepljiva. Zeleni, neoliberalci zagovarjajo to, da šov, mora biti neki od šova, ampak društvom bi dal denar, ne? Mora se definirati, kaj je to, kar je logično, da ne prinaša korist in da to, kar prinaša korist. Ja. In potem imamo tukaj še odprto fronto Rdeče in Orbana, ki je revolucionar, levičar, skrajni levičar, terorist. Komunizer, ne. Mislim, lahko pa veste, lahko najdete razliko med vami tremi. Zakaj ste vsi različni? Zaenkrat ste vsi dokaj enaki. Pa začnimo pri oranžnih, recimo. Na desni. Mislim, verjetno so pač določene razlike med nami. Mislim, da se naša skupina zelo locira stran od ostalih skupin, ki so bile kdajkoli v zgodovini Trčola. Čisto tudi zaradi enega svojega, vedno smo obstajali, tudi ko smo bili v poziciji skupine, ki so prišle tam zaradi enih lastnih interesov pa denarja, so takoj, ko so izgubile pozicijo, razpadle. Tako je bilo s Sončnicami, tako je bilo tudi z neodvisnimi. Zdaj tukaj bi rekel pač nacionalni naboj, pa to pač, bom rekel, družno eno domoljubje pa... Domoljubni. Bom rekel, zastavljanje demokratičnim principom, pač. Nažalost, pač v preteklosti določene posamezniki znotraj skupine pač se niso izkazali pri temu. In smo tudi večino... Kateri? So še zmeraj del skupine ali so odšli? So odšli. Niso več prisotni. Torej z njim si izgubil ta nacionalni naboj. Domoljubni naboj. Mislim, zdaj lahko bi rekel, pač rekel, ena stvar mogoče, ki se mi zdi, da recimo kar nas loči ostali skupine, zdaj naši, bom rekel, da je to pojav, ne moram pač dinamike skupine ocenjevati. Zdaj to se ne nanaša toliko na program, ampak čisto na to, da smo toliko različnih ljudi združeni. Bom rekel, navroslovcev, bom rekel, tekle družboslovcev, Ampak to je malo zastrašujoče. Zakaj? Mislim, ni zastrašujoče, a to je pretenciozno, ampak vse. Recimo, tam vote. Na obroslovju tako imate svoje ljudi in imate jih na teološki fakulteti. To dvoje združiti. Imamo jih pa tudi na pravu, pa na, kaj bi rekel še... Še huj? Se vendro več ne more. Na fakulteto, tako bolj... Ne, pa imamo tudi umetnike konc koncev, ne? Ja? Ja. Alu, ali kaj? Ja. Res? Rišajo, portretirajo vas. Mislim, bo pač to vem, se smo imeli vedno tam kakšno ekipo, ne? Mislim, tudi, ko se pred časom dopredela. Lahko mogoče poveš, na kateri fakultetah ste recimo dobili zadnje volitve? Mogoče veš. 2 leti nazaj. Ja. Mislim, da bo to preveč dolgočasen naštevati, no. A je toliko velikih je? Ne, mislim, to je bilo kar nekaj, palo mesi malo folka šlo, sem pa kaj pač.
Ne, ker kot so zgubiš zamoriti. oblast, pač dosti, bom rekel, podgan gre z ladje. Ko z ladje potapla, gre podgan z ladje. To je v tele, jaz rekel. Ja. Preidemo zdaj na neoliberalni... Čakaj, no, če še nič povedal. Ja, pa Zakaj ni isti kot ostalim? Če des ne more tako hitro povedati, no, mislim, s časom smo nažalost omejeni, tako da... Ja. No, bom rekel kot naše dejstvo, zakaj sem boljši ostali, ker sem pošten, resen in odgovoren. Pa to imajo Ja, vsi. vem. Kaj pa domoljubje? Ljubek, pa kaj mi to besedo podajate v usta? Ja. Izpustili ste. Lej, težko je, jaz zdaj boljš to. Naših ne morem, njih, ker so prišli, kako bi rekel, če so boljši, nisem videl njihovih dejanj. Ocenujem ljudi po dejanjih, tukaj smo, bom rekel, je tudi ena nova Čak, sami ste bili pred zadnji mandat, ste bili... Niste bili pred zadnji mandat oranžni kao? Pred zadnji mandat smo bili, ja. Ja, Mislim, pa tudi takrat so bile štale, no. Ni tako, da jih ne je bilo. štale so bile glede volitev, se rekel par posameznikov, ki je to povzročali. Jaz nisem takrat pač bil zraven tega in tudi takrat Ja, da se vam Glej, vsak, ne bom si prav roke, vsak, ki je bil takrat zraven iz nasprotne strani, pač Štromajer pa še kdo drug, vsak ve, kakšno je bilo moje mnenje. Takrat nisem bil noben, pač bom rekel, izvoljen funkcionar. Torej, ti si malo drugačen. Dajmo besedo zdaj zelenim. Ok, jaz se bom... Kje vidiš razliko? Razliko vidim, torej našo skupino, naša videnja bi lahko definiral kot liberalna. Torej tako družbeno liberalna kot deloma ekonomsko liberalna z visokim spoštovanjem družbeno koristnih projektov. Torej, podpirate geje in ste za prost pretok kapitala. Tako, ja. Podpirate geje z denarjem, torej. Ne v tem kontekstu, ampak ja, smo družbeno in ekonomsko liberalni z visokim spoštovanjem poslanstva šov. Torej, spoštujemo alternativo in to alternativo bomo tudi podpirali, ker vemo, da je alternativa nosilec napredka oziroma novih trendov. Okay? Če moram... Ja, lahko malo bolj konkretiziraš. Torej, alternativa, tudi, kaj naj ti rečem, naciskini so alternativa. Ne, to je radikalizem. V vsakem primeru, to, kar sem prej povedal, pri vrednotenju vsakega projekta, zavoda, dejavnosti, zaposlenega, karkoli, se ravnamo potem, ko bomo določili poslanstvo šov, ali projekt gre po poslanstvo šov, če ne gre, ga je treba ukiniti, oziroma samo, če je ekonomsko uspešen. Ne? To je to. Sam to so tudi kriteriji. Ja, seveda. Veliko ljudi odpuščenih. Če gremo konkretno, ne vem, zavodi, mislim, da vsi sledijo poslanstvu šov. Ne, dejstvo. Dejstvo je, da je določene zavode, da bi bilo treba jim pospešiti pridobivanje drugih virov financiranja, torej denarja. Ja, to se ponavadi tako pospeši, da jim vzameš malo denarja, pa pač morajo najti druge vire. Ja, ok, to je neka grša možnost, torej te rešitve je treba iskati skupaj. Dejavnosti, seveda, konkretno, šov mora imeti manj komercialnih dejavnosti, več alternativnih dejavnosti. Znači, v komercialne dejavnosti prinašajo denar. Ja, seveda. Kje je tu liberalna logika? Torej ni, tudi strinjam se, da prva stvar, ki bi jo jaz želel narediti, je prodati jadrnico. Jadrnica je ekonomsko uspešen projekt. Pa naj je bilo to pa tako Falcon ali pa kaj takega. Ne gre za to. Jadrnica je ekonomsko uspešen projekt, ampak vseeno dela tako škodo javnemu mnenju šova, da jo je potrebno prodati. Zdaj pa se gre za javno mnenje. Seveda, mi glih iščemo legitimne partnerje, mislim, mi glih iščemo. Prej smo ugotovili, jaz glavno zastopam ravno za sebe, ampak mislim, da, bom formuliral malo drugače. Verjetno jaz vidim sliko, kot da se gre za legitimnost, ne za legalnost, in če jadrnica je profitabilna zadeva, kje je tukaj napaka? Verjetno tega, da se za to odločajo samo tisti ljudje, ki bodo lahko jadrali tudi kasneje. Pa kaj? Čeprav res, zdaj smo... Jaz verjamem, da je imel tukaj direktor Šolta popolnoma lepe namene narediti iz jadrnice dober projekt,
vendar se mi zdi v štartu svaljen, tudi če je on videl tukaj ekonomski dobiček in naredil organizaciji veliko škode. In prej, ko smo govorili o participaciji mladih v organizaciji, se ravno zaradi takih projektov ta participacija, udeleženost na volitvah v sami organizaciji niža. Ne vidijo se pripadni te organizaciji, ker je javno mnenje organizacije tako nizko. Kar je zelo čudno, da ni pa recimo višja pri drugi strani, da je samo upad, da ni to, da bi pa druge podprli, ki verjamejo, da drugi pa ne bi isto naredili. Ampak, ni važen, prepustimo. Gremo zdaj počas na revolucionarne čistke, koga je treba postaviti pred zid, kaj je treba zažgati, kje je treba postaviti barikade. No, bom kar ignoriral te obtožbe oziroma sugestije. To so bili komplimenti. No, za nas niti ne. Pa bi začel mogoče s tem, da, ker prej nisem omenil, da Odprta fronta v bistvu kandidira samo na fakulteti za družbene vede. Zdaj zelo žal mi je, da tukaj ni naših nasprotnikov rumenih oziroma prebarvanih modrih, da so se pač rajši odločili za striptiz kot za vsebinsko soočenje. Zdaj tukaj ne mislim odrihati čez njih, ampak kaže ne, pa to... Ne, lahko poveš, kakšen striptiz, kaj je to? To ne vem, to morate njih vprašati. To je projekt, ki ga imajo danes. Jaz sem kar Ravno kar izvajajo ta projekt, čeprav. Ja, mislim, da je nek žur oziroma v Net Cafeju imajo striptiz, čeprav. Pač kaže to na nek odnos, kako pač dojemajo študente. Zdaj pač tukaj bi se mogoče osredotočil, kakšne so naše izhodišče oziroma zahteve čist na fakultetni ravni. Mi smo zato, da se ŠOFDV, se pravi študentska organizacija, da se organizira na plenumski način. Se pravi, da se vključi vse študente fakultete, da dejansko se odpre, da dejansko lahko vsi študenti sodelujejo na plenumih, soodločajo, izražajo mnenje. Plenum je pač avtonomna organizacija vseh študentov fakultete, na kateri lahko vsak participira, lahko vsak izrazi svoje mnenje in na koncu tudi soodloča. Koga vključuje ta plenum, recimo? Plenum vključuje čisto vse študente, ki študirajo na fakulteti. Zakaj pa samo študente? Plenum, seveda, pač tukaj ste me dobili, tukaj so tudi pač profesori, se pravi plenum vključuje tudi profesori, tudi ostale zaposlene na fakulteti oziroma pač vse, ki jih zadeva študijski proces na neki fakulteti. Prej sem omenil to apatijo, misliš, da to deluje? Ja, pač mi mislimo, da oziroma pač slabše, kot je sedaj, na nek način ne more biti. Se pravi, študentska organizacija na FDV je izjemno zaprta, gre za skupino ljudi, ki jih veže osebna poznanstva, pač skupna zgodovina in tako naprej. In to so strukture, ki med sebe ne spustijo novih, ki niso seveda, mislim, izbrani in tako naprej. To je organizacija, ki pač zasleduje svoje partikularne cilje in je relativno distancirana od vseh ostalih študentov. Če sem prav razumel, ta plenum bi dejavno vodila tem ljudem, ki bili odgovorni parlamentu oziroma zvezi študentom. Mislim, zvezi, mislim, ko ste morali? Ne, mislim, kako študentska organizacija bi funkcionirala na način plenuma na fakulteti, da bi se vsi ljudje tam zbrali, pa pač odločali, oziroma... Ne, samo pol bi se enega zbrali, ki bi šel v parlament, okej. Jaz razumem, da ne, on bi mogel biti zdaj v te institucionalne okvire ujeta, pač na drugačen način, on bi pač študentska organizacija... To moš njega? Če smem jaz. Ja, pač plenumsko organiziranje... Kako bi se to vplivali na ta študentski parlament? Bi potekalo zaenkrat na fakultetni ravni, zdaj pač potem je vprašanje, kako pravno urediti to, kar se tiče pač delegiranja ljudi v študentski parlament. Delegate bi imeli. Zaenkrat zasilna rešitev bi bila, da se pač na plenumih dejansko sprejme neke določene sklepe, ki jih potem ti ljudje, ki bodo zastopali FDV tudi v študentskem zboru, da so potem ti ljudje zavezani te sklepe tudi zastopati. Se pravi, če rečem na kratko, namesto reprezentativnega imperativni mandat. Ok, tega
mora biti iskren, ne razumem najbolj popolno, ampak a ne bi bil tak sistem dokaj počasen? Ja, no vsej demokracija je, če želi biti uspešna, včasih si mora vzeti tudi čas, ne. Zdaj, prosim, ja, se pravi, mogoče bi bil počasen, ne bi pa bilo nekih fiktivnih sej in nekega odločanja neke ozke skupine ljudi. Dejansko bi se upoštevali interese vseh, se pravi študentov, zaposlenih, vseh, ki so vključeni v študijski proces in bi se tukaj verno pač zastopalo njihove interese in upoštevalo njihove pobude, ne. Ima še kdo kaj zareči na hitro? Ja, samo na hitro. Ja, ideja se zdi zanimiva, samo lahko v bistvu hitro postane ista, kot je zdaj. Lahko ima ta plenum težave za udeležbo, torej ponovno lahko pride samo 10% študentov, kot zdaj na študentskih volitvah, lahko isto pride do vplivanja na te študente oziroma na te, ki glasujejo na tem plenumu. Te plenumi lahko pride do identičnih težav, kot jih imajo zdaj študentske volitve. No, okay. Ja, jaz pa mislim, se vračamo pač v čase gospoda Edvarda Kardelja, pač temelji družbenega samoupravljanja. Ne? Sam kako to, če so, koliko sem jaz razumel, na plenume vabljeni vsi študenti k besedi? Tudi na volitev. Ja, pač koncev. Mislim, ampak tam so k besedi, niso samo k volilni udeležbi. No, vsak se lahko izreče, če kandidira in vsak pravica tudi kandidira. No, torej, vajna ideja vama se ne zdi simpatična? Meni mislim, da v osnovi ne bi funkcionirala, koncev pač tudi plenume, pač, če pogledamo grška antene, ne so imeli eno tako demokratično ureditev, podobne pač zborovanju ljudske množice. Vse tudi vsi ljudje niso prišli do besede, tudi na FDV-ju, če bi se vsi zbrali, ne bi verjetno pač ena vse. Že to v Grčiji še zmeraj obstaja. No, z olivno barvo bomo počasi zaključili, zaradi tega, ker nas čas že hudičevo preganja, tako da, ja, Sokrat je obvisel, ne. Nima več časa, mi ga tudi nimamo. Zahvaljujemo se poslušalcem za to, da so preživeli to urco pa pol z nami in se od vas lepo poslavljamo. Imajte se lepo. Naši, vaši, sasi, basi. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Modri, zeleni, rumeni, oranžni. Ali te bodo nafarbali tudi tokrat? Študent. Soočenje kandidatov za volitve v študentski zbor. V četrtek, 21. oktobra ob 9:30 zvečer v kontaktni oddaji Pogovorni večerni termin. Prisluhnite mešanju baru na Radiu Študent. Kaj to je za ena štala? Prosim lepo, kaj to je za ena štala? Povej mi, prosim te, kaj je to za ena štala? Franček, to ne je štala. Kaj pa te je? To je Radio Študent. Saj se mi je zdelo, da imajo spet mulci kurce vmes. Radio Študent. Z novo koncentrirano močjo sranja.